Pri nastajanju biltena sodeluje veliko ljudi. Člani uredniškega odbora, uredniškega sveta, avtori člankov, lektorice, prevajalke in mnogi drugi. Izkušnje iz sodelovanja v uredniškem odboru pa ima tudi ministrica za obrambo, doktorica Ljubica Ilušič, ki je kot profesorica na Fakulteti za družbene vede in vodja katedre za obramboslovje veliko prispevala k napredku biltena Slovenske vojske. Spoštovani, pred mikrofon vabim slavnostno govornico, ministrico za obrambo, doktorico Ljubico Ilušič. Ministrica, izvolite. Vesela sem, da je prišlo do tega današnjega trenutka. Sicer zato, ker smo znova uspeli dokazati, da se da z aktiviranjem znanja tega ministrstva in pa z sposobnostjo povezovanja tega ministrstva s svojim okoljem mnogo prispevati tudi k razvoju vojaške, obramboslovne in tudi družboslovne stroke. In to ne samo v domačem slovenskem okolju, ampak tudi v mednarodnem okolju. Danes z dosežkom, o katerem govorimo, in ta dosežek je razlog, da smo se srečali, je pa to srečanje tudi razlog oziroma možnost, priložnost za to, da se končno enkrat v teh 11 letih mnogim med vami zahvalimo za velik prispevek k dosežku, torej uvrstitvi revije v mednarodne podatkovne baze. Zato najprej, gospe in gospodje, velika hvala vsem, čisto vsem, vsakemu posamezniku, čisto vsem, ki ste ali sodelovali z besedili, ali sodelovali z prevajanjem povzetkov, ali sodelovali z lektoriranjem, ali sodelovali pri urejanju tega biltena, ali nas podpirali z svojimi zunanjimi idejami, ne nazadnje tudi z recenzijami. Kajti imeti stroge recenzente je bilo v preoblikovanju revije v boljšo, kakovostnejšo, zelo pomembno. Se pravi, da se je ob reviji, ob biltenu vzpostavil sistem, celotna velika infrastruktura, ki je potrebna ne samo za dobro delovanje ali za dober izgled in uspeh določene revije, ampak, kar se da lahko že potrebimo, tudi za razvoj vojaške profesije. In ključen prispevek biltena Slovenske vojske v slovenskem okolju je prav gotovo v tem, da dokazuje vse višjo stopnjo profesionalizacije vojaškega častniškega zbora in dokazuje tudi, da je ta častniški zbor bil sposoben v preteklih 11 letih z svojimi povezavami s civilnim okoljem ustvariti nabor znanja, ki nam pomaga tudi pri boljši izvedbi naših, bomo rekli, obrambnih in zaščitno-reševalnih nalog. K temu prispevku k domačemu okolju smo rekli, se povečuje tudi prispevek k znanju doma in pa v tujini. Posebnost revije je bila v preteklih 11 letih v tem, da se je začela kot znotraj vojaška, to je bila na začetku zelo tipična strokovna revija vojaških vrst, da je v določenem obdobju v preteklih letih postajala to vse bolj revija, ki smo si jo delili strokovnjaki iz civilnega akademskega okolja predvsem in raziskovalnega, da smo jo razumeli kot svoj medij, v katerega pišemo svoje ugotovitve, ki so bile v mnogočem, predvsem ugotovitve civilnih strokovnjakov o vojaškem okolju in manj ugotovitve vojaških strokovnjakov o vojaškem okolju ali celo o okolju, ki vojaško okolje, vojaško obrambo obdaja. To je kazalo na to, da smo odprt sistem, da lahko tako v vojaškem kot obrambnem delu ponudimo svoje respondente, tako rekoč, za raziskave civilnega okolja in v tej interakciji med enim in drugim svetom smo prišli do pomembnih spoznanj za razvoj obrambnega sistema. O tem govorim z posebnim namenom, namreč
Tudi zato, ker so z nami danes kolegi iz Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo oziroma iz agencije tako imenovane ARRS. Namreč za prihodnost naši obeti o tem spoju med civilnim raziskovalnim okoljem in notranjostjo obrambnega sistema, ti naši obeti niso več tako pozitivni. Od leta 2004 dalje je Ministrstvo za obrambo s pomočjo Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo uspelo posredovati v znanstveno, slovensko znanstveno in tehnološko okolje veliko sredstev, veliko finančnih sredstev. To so bila sredstva, ki so na letni ravni dosegala tudi, če govorimo v evrih, nekoč tam, od leta 2004 dalje so bili to neki druge denarje, ampak če govorimo v evrih, je bilo to vedno nekje med 12 in 20 milijoni evrov. To je znašalo približno 5% celotnega obrambnega proračuna. V okvirih Zveze NATO, kamor poročamo o izgledu naših obrambnih izdatkov, smo bili država, ki je bila prepoznavna po velikih vlaganjih v raziskovalno delo, raziskovalno in tehnološko delo. 5% obrambnega proračuna je ogromno. Glede na to, da je povprečje nekje do 2% obrambnih proračunov, oziroma, da bomo natančnejši, obrambnih izdatkov. Mi smo z letom 2011 in proračunom, ki ga je vlada včeraj sprejela, prišli v situacijo, ko bodo ta sredstva bistveno zmanjšana. In sicer bodo, če ostane pri tem, kar je vlada sprejela, bodo ta sredstva samo še nekje med 3 in 4 milijoni evrov. Lahko si predstavljate, kakšen manjko bo to za raziskovalne organizacije, ki so v teh letih od leta 2004 dalje razvile neko tradicionalno dobro sodelovanje z obrambnim okoljem in kakšen manjko bo to v novih znanjih. Zato govorim ob današnji priložnosti o tej zadevi, kajti prav projekti iz CRPA Mir in iz TP-ja Mir, prav ti projekti so, upam si trditi, bistveno pripomogli k višji kvaliteti člankov v tej reviji in s tem tudi k večjemu pomenu in vrednosti te revije. Teh projektov bo v prihodnosti bistveno manj. Kar pomeni, da bomo morali z svojimi partnerji v civilnem okolju, znanstveniki, raziskovalci, razviti neko drugo obliko sodelovanja, na podlagi katere bo možno prihajati še zmeraj do novih spoznanj, vendar ob bistveno zmanjšanih sredstvih, ki bojo na razpolago. Naj ta moj nagovor, ta sprejem ne izveni preveč pesimistično. Prepričana sem, da je v znanju ne samo moč, ampak tudi sposobnost za premagovanje ovir, ki nas čakajo v prihodnosti. Zato naj bo vendarle moj zaključek namenjen spoznanju in veselju, da smo in je revija Bilten Slovenske vojske uspela v preteklosti, v teh pretečenih 11 letih, zgraditi pomembno mrežo znanja v naši družbi. In tu si upam trditi, da to znanje ni bilo samo prispevek k razvoju vojaške profesije, k razvoju vojaške stroke in k razvoju vojaškega sistema ter obrambe, temveč k razvoju naše družbe v celoti. Gospe in gospodje, vesela sem, da je prišlo do današnjega dne. Srečna sem in veselim se, da bomo z delom nadaljevali. Hvala, gospa ministrica.